Lepo pozdravljeni. Po lokalnih volitvah na čelu občine Brežice ostaja dolgoletni župan Ivan Molan. Občanke in občani so mu 4. decembra znova zaupali vnovični 4-letni mandat. Kako bo potekalo nadaljne delo, kakšni so načrti, izzivi in tudi utrip v občini, nam bo predstavil v pogovoru. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem gledalkam in pa gledalcem. Na čelu občine Brežice ste že 18 let oziroma 18. leto. To je vaš 5. oziroma 6. mandat. Ja, res je. V bistvu za mene so bile to 6. volitve. Prve volitve so bile 2005 kot nadomestne volitve, vendar definitivno se smatra tudi kot novi mandat, ki je bil izvoljen seveda na častnih volitvah, kar pomeni seveda, da gre to praktično za 6. mandat, čeprav prvi mandat je bil krajši, samo 2 leti oziroma skoraj še malo manj kot 2 leti. No. Kako sicer ocenjujete sestavo občinskega sveta? SDS in Gibanje Svoboda imata po 8 mandatov, lista Igorja Zorčiča in Sonce 7, ostale stranke oziroma liste pa imajo zgolj po 1 ali 2 predstavnika. Kako torej ocenjujete sestavo občinskega sveta in kako si predstavljate sodelovanje v naslednjih 4 letih? Zdaj v občini Brežice imamo vedno tak pester občinski svet, čeprav marsikateri mislijo, da ne, ampak definitivno je vedno nekje to razmerje približno enako, s tem, da vemo, da na tej, bi rekel, drugi strani so te stranke zelo omenjene. Enkrat so SMC, enkrat so, ne vem, LDS, enkrat so druge, ampak praktično razmerje skoraj vsa ta leta je enako, približno 60-40. Je pa in tudi zdaj imamo 8 list, res pa je, da 3 liste zdaj v tem trenutku oziroma 3 stranke so bolj prepričljivo dobile število glasov, ostali pa po 1 ali pa 2. Zdaj dejstvo je, da jaz mislim, da velikokrat ljudje sploh ne vejo, da lokalna raven pa državna so to 2 čisto različne stvari, kar se tiče vodenja občin pa to. Zdaj osnova stvar, recimo župan pa mandatar imata podobne pristojnosti. Župan je izvršna veja, ki praktično je tisti, ki izvaja, na državni strani pa vlada. Zdaj razlika med tem je, da mandatar je na državni zvolijo poslanci in seveda je on odvisen od poslancev. Na lokalnih nivojih te pa občani izvolijo, ti daje neki 4-letni trajni mandat in seveda občinski svetniki imajo drugačno funkcijo, imajo v bistvu bolj funkcijo sodelovanja, pomaganja pri projektih, pa tudi konec koncem, bi rekel, neko nadzorno funkcijo. Tako da to je bistvena razlika. Zato jaz mislim, da je ključnega pomena v vsaki občini, če se želi razvijati, neko konstruktivno sodelovanje, ne glede na to, s kakšni politični ali pa s kakšno ideologijo pridemo. In zdaj večina svetnikov vedno kandidira z namenom, da želi nekaj narediti, nekaj spremeniti. In tisti, ki grejo z resnim namenom, da želijo nekaj spremeniti, bojo vedno našli neki skupni jezik na točki za sodelovanje z županom, enako pa tudi seveda župan z njimi, ker eni brez drugega ne moramo, razen če si želimo tako v situaciji, kot ga imela Kostanjevica, ko so 2 leti bili v nekem mrtvem teku, ko se niso mogli sestati. Seveda v taki manjši občini se še to da preživeti, v velikih občinah je pa to lahko izjemno naporno, kajti potem se blokira delovanje tako zavodov, vrtcev, investicij in vse ostalega. Zato jaz verjamem, da vedno se najdejo v občinskem svetu posamezniki, ki jim je cilj, da nekaj naredijo. Seveda meni kot županu je pa tudi cilj, da najdem z njimi skupni jezik. In tudi zato tudi jaz ne vidim nekih posebnih težav, da ne bi prišlo do tega. Res pa je, da nekateri ne želijo to narediti, želijo stalno neko negativnost, čeprav v javnosti govorijo, kako so za sodelovanje, kako eno drugo, potem pa tako kot včeraj na občinskem svetu je spet problem ideologija, levi, desni, ne vem kdo vse živo. To so ljudje, ki praktično nikoli od njih nič ne bo, ampak bojo skozi iskali neke razloge, kako stvar zavreti in pa, bi rekel, zaustaviti. Zato sem jaz vesel, da vedno večina najdemo ljudi, svetnikov, ki jim je cilj, da nekaj naredimo. In jaz zaradi tega tudi verjamem, da bomo vedno dobro sodelovali. Tudi zaradi tega jaz nikoli do zdaj nisem imel koalicij in pa opozicij. Mi imamo proporcionalno glede na volilni rezultat. Res je, da v prvem kvijazu ne morejo vsi biti, kajti vemo, da mi imamo 8 list. Kvijaz ima 7 članov, s tem, da seveda ne more imeti tiskamo 8 svetnikov enako članov, ko pa tiska samo 1.
Ponovadi prek VIAZ-u je to malo problem, vendar kasneje pa damo možnost vsem sodelovati, ki želijo, tako v odborih, v zavodih in podobno, in ta princip se je v preteklosti pokazal. Jaz mislim, da občina Brežice tudi zato se uspešno razvijala, izvedla velike projekte, počrpala evropskih sredstev, dobili smo veliko nazivov in jaz mislim, da ta princip je pravi, in tudi včeraj je bil tak VIAZ potrjen z skoraj dvotretjinsko večino. Tako da jaz verjamem, da tudi v prihodnosti bomo sodelovali, jaz se bom pa seveda maksimalno potrudil kot župan, da bom probal tudi te različne, bi rekel, nazorske in pa politične poglede določenih strank čim bolj zbližati na skupnih imenovalcev, to pa je na projektih, ki so dobri za razvoj občine Brežice in pa naših občanov. Kar se tiče podžupanov, ste jih že izbrali za enega Ja, vemo? v bistvu občina Brežice lahko izbere 3 podžupane. Jaz sem se, moram povedati, da nikoli nisem, kar se podžupanov, trgoval. Nikoli se nisem pogovarjal z strankami, kdo naj bi bil moj podžupan, kajti vemo, v nekaterih občinah imajo koalicije in sestavni del dogovora je tudi ponavadi podžupanstvo, komu bojo dali. Jaz na to nisem nikoli pristajal. Tudi znotraj svoje skupine nisem nikoli spraševal ne občinski odbor, ne stranko, koga bom imenoval, ampak vedno zberem si človeka, katerim verjamem, da lahko z njim delam, da mi bo pripomogel pri mojem delu, kajti po zakonu so podžupani tisti, ki pomagajo županu pri njegovem delu, in jaz se tega strogo držim. Zato tudi vedno zberem izmed 30 svetnikov tiste ljudi, ne glede na to, s katerih strank prihajajo, ki jim lahko zaupam in pa verjamem, da mi bojo tudi pri delu pomagali. Zdaj res je, da na začetku jaz še premalo poznam vse svetnike, ker jih je 20 skoraj novih. Zato sem se pač odločil, da bom v tem trenutku imenoval enega, ki ga tudi po zakonu moram, ki me tudi menja v primeru, ne vem, da se meni kaj zgodi ali pa bilo kome, enega moraš imeti po zakonu, tako da enega sem danes imenoval, to bo Aleksander Gajski. Mislim, da je fant, ki je izobražen, ki ima dobre reference, bil je v pomembnih podjetjih, kot so bile, ne vem, Prva liga je delal, mislim, AFP, mislim, da je delal v Termačater, zdaj dela v Kovis, v uspešnem podjetju. Poleg tega je tudi družbeno zelo aktiven v športnih društvih, kulturnih društvih, poje. Teda jaz mislim, da imam res dostojnega podžupana, ki bo lahko res bil pomagal, tudi bil je rojen v Nemčiji, pozna jezike in vse ostalo, tako da bo res lahko na nivoju delal. Za naslednja 2 sta pa še odprta možnosti, glede na to, da tudi ta Aleksander ne bo profesionalni, bo neprofesionalni, tako da jaz upam, da si bom na koncu imel 3 podžupane. Bom pa verjetno se o tem, katera druga 2 še bo odločil kasneje, ponovadi to naredim nekje v roku 1 leta. Takrat tudi bolj spoznam kvalitete svetnikov in pa možnosti podžupanov, tako da jaz upam, da nekje do jeseni, tam nekje do oktobra, ko je v občini največ dogodkov, občinski praznik in pa vse skupaj, da bom se še odločil potem za enega ali pa verjetno celo 2 podžupana. Posvetiva se bolj vsebinskim temam. Most na Borštu se je nedavno sesedel. Zdaj je popolnoma zaprt za promet, tudi za pešce. Kaj bo občina naredila v zvezi s tem? Ja, zdaj jaz moram reči, da mi na Krki imamo izjemno velike težave zadnje čase. Res je, da ta most ni bil v najboljšem stanju, ampak na Krka ima en veliki problem, ker je izjemno veliko plavja. Dejstvo je, da seveda eden od razlogov je, da je vse več bobrov, ki na nek način podirajo ta drevesa, vendar niso seveda krivi bobri. Problem je, da nihče več ta drevesa ne čisti. To je veliki problem in zdaj, če sem dobro obveščen, mislim, da tudi v Kostajanci se nekaj podobnega zgodilo. Tudi en most peš je prav tako odtrgalo plavje, v bistvu en steber, kar pomeni, da ga tudi porušilo. Zdaj mi smo v Cerkljah naredili nov most s tem, da smo kombinirali most z železnimi prečniki. S tem smo tudi dosegli malo večji razpon med stebri, kar pomeni, da plavje malo lažje gre čez. Seveda na Boršt je pa ima pa bolj skupaj tele prečnike in je večji problem, tako da dejansko smo pa že imeli tako in tako geološke raziskave narejeno, kajti ta most smo želeli obnoviti oziroma praktično novega narediti. Tako da
Zdaj bomo šli v razpis, mi bomo tam nov most naredili, bomo ga pa naredili po istem principi, leseni stebri in pa železni nosilci, poprečni. Praktično ti nosilci se niti ne vidijo, ker ti to je na takem mestu. Gre pa s tem, da bomo pridobili, da bo ta most imel malo večjo nosilnost in pa tudi bolj varen. Seveda pa še enkrat poudarjam, tu bo treba najti neki skupni jezik, predvsem z vodarji. Kajti, če se ta reka oziroma to naplavinine ne bojo začele čistiti malo bolj, mislim, da bo teh problemov vsak dan več. Pa ne samo na naših mostih, ampak na vseh, na Krki. In tu že nekako se želimo pogovoriti z Direkcijo za vode, kajti tu treba najti neka rešitev. Tega lesa je nenormalno, koliko ga je zadnje čase v Krku. Seveda, ko prija velika voda, to se digne in pol prinese v tako ozko grlo. Kdaj greste v razpis? Ja, mi smo že daleč pripravljeni, zdaj se pripravlja projektna naloga, teda jaz upam, da v januarju bomo že razpisali za izvajalca in projektiranje. In moja želja je, da se seveda v letu 2023 ta most zgradi. Je pa res, da mi imamo en dogovor še z Ministrstvom za obrambo o sofinanciranju lokalne infrastrukture. Za 2023 še nimamo dogovorjeno, kaj naj bi delali, tako da jaz upam, da bomo se tudi še z njimi za sofinanciranje dogovorili in da ga bomo skupaj z Ministrstvom za obrambo tudi zgradili. Zdaj, mostovi so ena od šibkih točk v občini Brežice. Osrednji most čez Savo je zelo dotrajan, v načrtu je izgradnja sicer novega mostu, vendar je ta pogojena z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice, pa vemo, da se tam tudi zatika. Kaj v zvezi s tem načrtujete v novem mandatu, torej z razbremenitvijo starega mostu čez Savo oziroma z izgradnjo novega mostu? Ja, v bistvu treba povedati, da ta most pri Budiči, ki je železen, ne železen, ki je betonski, in pa tudi nov most, ki bo se zgradil, ni v pristojnosti občine Brežice, ampak gre za državne investicije in pa državne mostove. Zdaj, jaz moram reči, da mi z direkcijo smo ogromno naredili, sprejetje državni prostorski načrt, večina zemljišč je že odkupljenih. Ključni problem pa seveda je to okoljsko poročilo, ki ga je potrebno sprejeti pri hidroelektrarni zaradi poglabljanja reke Save, ki se mora tudi izvesti zaradi hidroelektrarne. Ampak če bo prišlo, ko bo enkrat prišlo do tega potrjenega tega okoljskega poročila, se bo lahko ta most celo začel graditi, tudi če se ne bo še hidroelektrarna začela graditi, oziroma če se tudi ne bo. Ampak ključna stvar pa je, da treba pa reko Savo poglobiti, nekje tam do malo pred Čateškega, pa skoraj do mosta, tudi z namenom tem, kajti vsa ta hidravlika v Krški vasi, zaščite poplavne varnosti je predvidena na to, da se mora Sava poglobiti. Poglobiti se mora pa tudi zaradi tega, kajti dejansko je ozko oziroma korito Save je po domače povedano premajhno in ko pride velika voda, se praktično prehitro dvigne, zapre Krko in potem poplavlja vse do Krške vasi. Zato je to nujno, da se to čim prej naredi, je pa to vse žal v pristojnosti Direkcije za vode oziroma Ministrstva za okolje in prostor. Jaz upam, da bo to enkrat prišlo konc koncem vemo, da zapleta se predvsem zaradi enega društva v Ljubljani, ki neprestano vlaga pritožbe na sodišče. In jaz upam, da bo enkrat to sodišče tudi sprejelo eno odgovornost in da bo enkrat to potrdilo in da s tem tudi začnemo lahko reševati poplavno varnost in pa tudi nov most. Kateri od projektov pa je sicer na vašem prednostnem seznamu zdaj ob začetku novega mandata? No, mi imamo zdaj podpisanih kar nekaj pogodb. Prvi sigurno je, oziroma v teku je kolesarska steza proti Krški vasi in pa seveda z direkcijo tudi državna cesta, tako da ta investicija mora biti končana do junija. Drug projekt je hidravlične izboljšave, ki jih izvajamo z Bistrico. Tudi ta projekt mora biti v tem času končan, ki je tudi sofinanciran z evropskih sredstev, eden in drug. In pa seveda, mi imamo še lastne projekte, eden od njih je tudi zdravstveni dom pa lekarna, ki se je že začela delati, to bo najbolj intenzivno v drugem letu. To je tudi kar precejšen projekt, prav tako imamo atletski stadion, ki ga delamo, ki naj bi bil končan nekje marca, aprila, pred poletno sezono za treninge.
In pa seveda v tem trenutku izvajamo tudi pločnik v Slovenski vasi oziroma na Obrežju skupaj z direkcijo, tako da ti projekti so taki veliki, ki jih delamo. Poleg tega pa seveda imamo predvideno tudi še nekaj drugih lokalnih, eden od teh je pločnik in pa cesta proti Bojsni, ki bomo šli zdaj kmalu v razpis, potem most sem že omenil, lesen. In pa še kar nekaj drugih projektov, kajti proračun že imamo sprejeto, to so pa ključni. Seveda, naša želja je tudi, da se začne v letu 2023 graditi šola v Cerkljah ob Krki, ne v Cerkljah ob Krki, v Artičah, to gre res za tudi spet eno zelo izjemno visoko investicijo. In to bo ena od naslednjih velikih investicij, predvsem na tem družbenem dejavnosti oziroma na področju šolstva. Tako da to so te ključne. Seveda občina Brežice pa vsako leto ima takšne investicije, ki za marsikoga ali manjšo občino so lahko velike, za nas so to neke srednje ali pa celo manjše investicije, tam okoli 100 000 evrov, takih je pa kar precej po vseh krajevnih skupnostih. No, proračun za leto 2024 ste sprejeli, koliko namenjate za investicije za naslednje leto, koliko boste namenili? No, naslednje leto je investicij kar dosti manj kot v letošnjem letu, nekje verjetno tam okoli 15 milijonov. Res pa je, da je zelo težko reči, koliko bo realnih investicij, kajti ni še marsikakšen razpis odprt na nič, tako da precej je odvisno tudi od tega, koliko bojo vlada in pa ostali razpisali raznih projektov. Mi imamo v plani tam tudi 2 kanalizacije vodovoda, kanalizacije v Krški vasi, da se nadaljuje, potem vodovod imamo proti Pečicam in pa Križem. Vemo, da poleg vodovodnega stolpa, ki smo ga zdaj naredili, se gradi še paviljon, tako da imamo teh investicij kar še precej. Bo pa precej tudi odvisno od tega, koliko bo možno dobiti še kakšnih dodatnih denarja na različnih razpisih. Tako da težko rečem, definitivno bo treba narediti rebalans. Vemo, da na eni strani seveda smo dobili nekaj večjo povprečnino, na drugi strani imamo pa drug problem, da so se pa tudi kolektivne pogodbe v javnem sektorju močno povečale, kar pomeni, da bo drugo leto potrebno verjetno za te plače v vrtcih, šolah, na občini, v zavodih zagotoviti dodatnih 600 000 evrov, to smo nekje na grobo zračunali, tako da sigurno nas čaka v letu 2023 tak eno zanimivo leto, ki bo prineslo marsikaj, seveda tudi dvig plač v javnem sektorju bo ponovno prinesel tudi višje stroške v vrtcih, s tem se avtomatsko dvignejo avtonomske cene, da ne govorim višje cene tudi komunalnih storitev in vse ostalo, kajti vsak dvig plač pomeni tudi dvig storitev in tu bo treba kar precej občutka, kako najti to, da boš na eni strani zagotovil nemoteno delovanje vrtca, da jim bo zagotovil plačo in energijo in pa vse, na drugi strani pa seveda, da ne bomo preveč obremenjevali neposredno potrošnike, kot so starši pri vrtcih oziroma drugi uporabniki komunalnih storitev. No, občina Brežice je turistična občina in turizem predstavlja eno izmed najpomembnejših gospodarskih panog v občini. Na kakšen način boste spodbujali razvoj turizma zdaj v naslednjih 4 letih? No, mi že imamo narejeno strategijo, ki jo kar relativno izvajamo. Sigurno ena od te strategije je omogočiti s prostorskimi akti dodatne širitve in pa omogočiti dodatne kapacitete pri sobodajalcih, pri raznih ponudnikih turističnih storitev, pa naj bo to Terme Čatež, Paradizo ali pa kakšni drugi zasebniki. Druga stvar pa seveda preko Fakultete za turizem želimo čim več narediti na promociji našega turizma. Ena od pomembnih stvari je dodatne, bi rekel, atrakcije turistične. Z tega vidika smo tudi zdaj naredili vodovodni stolp, ki je, verjamem, ena dodatna ponudba v občini Brežice, zdaj se še gradi paviljon. Veste, da smo kandidirali sredstva tudi za Banovo domačijo, za katero smo dobili prav tako določena sredstva za oživitev. In pa seveda želja naša je tudi gradovi. Jaz upam, da tudi z ministrstvom si želimo nekako, da bi prišlo do oživitve grada tudi v Pešecah, in pa seveda na tak način čim več narediti na promociji. Zdaj vemo, da te 3 leta za nami so bile izjemno zahtevne, kar se tiče covida, tako da naša želja je tudi, da čim bolj živimo to, bi rekel, življenje, tako kulturno in pa ostalo,
vključno z dogodki, ki bomo imeli pred poleti, promenade in pa podobne stvari, tako da jaz upam, da nam bo uspelo nekako nazaj pojačati, treba pa nasplošno povedati, da seveda že sezona letošnjega leta je bila kar solidna, pa nam je bilo kar dober obisk turistov in seveda, če bomo pripeljali turiste v naš kraj, potem bo tudi turizem bil uspešen. No, v mestu, tudi v samem mestnem jedru je kar nekaj stavb, ki kazijo videz samega mesta. Eden od vidnejših propadajočih objektov je zagotovo blagovnica. Kaj boste storili oziroma kaj lahko storite, da ta objekt znova zaživi? Glejte, jaz sem že velikokrat povedal, čeprav vsi se delamo pametni, pa se sprenevedamo. Mi pri blagovnici ne moramo nič. Blagovnica je zasebna stavba, tako kot mi ne moramo pomagati, če vi že, ali pa ne vem, če nekaj občanimo svojo hišo v slabem stanju in v bistvu mi ne moramo namesto njega obnoviti. Problem te blagovnice je pred leti, da so naredili, da so to blagovnico prodali, vemo, tudi gostinske uporabniki, zraven so prodali banko, ki jo ima zdaj zasebnik v zdravstveni domu in tretja stvar je blagovnica, ki je seveda od Mercatorja še stalno in če se oni trije ne bojo med seboj zmenili, občina te res nima nobenih pristojnosti niti možnosti. Mi smo že parkrat dali pobudo, Mercatorji bili so celo pripravljeni, začeli so se že pogovarjati s temi lastniki, žal zaenkrat do besede niso prišli, tako da jaz upam, da bojo prej ali slej nekaj naredili in probali s te blagovnice narediti. Druga pa žal v občine nimamo teh možnosti in to, ko zdaj seveda pri tem volitvam so vsi vse obljubljali. V resnici pa občina te nekih možnosti nima in podobno tudi v mestnem jedru. V mestnem jedru so stavbe vse privatne, nima občina nobene svoje stavbe. Razen to, da smo uredili zdaj vodni stolp, pa grad, ki ga urejamo, pa mestno hišo, pa občinsko stavbo. Vse ostalo pa gre v privatnem. Čeprav moram reči, da v mestnem jedru se stvari premikajo, tam so kar lastniki zdaj obnavljajo na veliko, eni par. Prav tako tudi sodišče naj bi obnovilo tiste stavbe svoje za dodatne potrebe, to je dogovorjeno z ministrstvom. Tako da jaz ne bi rekel, da je tako strašno propadajoče mesto, kot ga želi nekdo predstaviti. Sigurno pa ni idealno in edina stvar je, da poskušamo spodbujati in pa to, kar damo spodbude za najem v mestnem jedru, to so tudi določeni koristili in v glavnem se stvari premikajo. No. Je pa res, da je to precej odvisno od zasebnikov, kajti mi kot občina ne moramo namesto njih izvajati gostinske storitve. Na predvolilnem soočenju ste dejali, da se boste znova trudili oziroma da si boste prizadevali, da bi občina Brežice postala mestna občina. Poskusili ste že dvakrat, nazadnje na začetku letošnjega leta. Zakaj je to tako pomembno? Glejte, definitivno tudi so drugi povedali, mestne občine imajo določene prednosti. Poleg tega pa le treba vedeti, da tudi seveda prej ali slej, ko bo prišlo do pokrajin, bomo dobile določene dodatne pristojnosti in nam je cilj, konec koncem Brežice in pa Krško so vedno bile kot so mestje, približno enako močne in jaz mislim, da si Brežice zasluži, kajti vemo, da Krško ima prednost te nuklearke, zaradi tega so tudi zlobirali na nek način v državnem zboru, da so šli vprek, nas pač niso spustili. Ne gre se pa mogoče samo to, ali je mestna občina ali ni. Dejstvo je, da mi imamo izjemno neurejeno lokalno samoupravo. Na eni strani imamo občine, ne vem, kot so Bistrica ali pa Osilnica, ki je še manjša s 500 ljudi, na drugi strani imamo pa občine, kot je Brežice s 25 000, da ne govorim tudi Ljubljana, ki je sicer mestna, ampak tudi s 300 000 ni velike razlike med nami. Ne. Jaz mislim, da te bo država nekaj morala narediti, še posebej po takim občinam, kot so Brežice, to smo obmejne občine in vedno ob meji je bil interes vsake države, da ima močne občine, ki so na nek način tudi branik državnotvornosti in jaz upam, da bo enkrat prišla ena vlada, ki bo to razumela, pa tudi verjetno kasneje, ki bo dala ustanovila regije, ki jim bo dala več pristojnosti, kajti to res ni normalno, kar sistem, ki ga imamo v Sloveniji, da se več ali manj vse centralizira in pa da se vse z Ljubljane odloča, čeprav žal večina ljudi tega še ne dojema, ampak vse uspešne zahodne države imajo regije.
No, omenili ste, da je občina Brežice velika občina. Kako ocenjujete delovanje krajevnih skupnosti? Imate jih, če se ne motim, 19? 20. Kako ocenjujete njihove delovanje? Ali bi lahko dejali, da so razmeroma enakomerno razvite? Kje so še te rezerve mogoče? Glejte, krajevne skupnosti so enakomerno razvite, vendar naše krajevne skupnosti ne moramo primerjati med seboj. Imamo krajevne skupnosti, ki imajo po 3000 prebivalcev, kar pomeni, da so že večje kot marsikere občine. Imamo pa krajevne skupnosti, ki imajo po 150 prebivalcev. In zdaj definitivno nikoli ne moreš imeti iste, kaj ti konec koncev tudi nimaš kritične mase, da bi bile vse enake. Vendar definitivno jaz mislim, da ključno krajevnim skupnostim je to, da vsakim zagotavljamo nekakšen večnamenski prostor, dom, v katerem se lahko ljudje združujejo. Ker namen krajevnih skupnosti je danes, da povezuje svoje kraje, da lahko se ljudje srečujejo, da imajo noter fitnese, da imajo noter, ne vem, pevski zbori, lahko srečanje, da lahko vadijo, da se lahko, ne vem, dobijo kmečke ženske ali kaj podobnega. Ni še celo več, tudi zadnje čase vse več se dela na tem, da so tudi naši domovi, gasilski domovi postajajo večnamenski domovi in tudi mi poskušamo financirati, kajti to so ključne stvari v kraju, da imaš neko zbivališče. Mi imamo recimo vasi določene, ki so recimo v krajevni skupnosti, ki so večje celo, ki nimajo statusa krajevne skupnosti, so pa večje celo kot krajevna skupnost Petričice ali pa Križe. In meni je važno to, da imajo res neke svoje središča, da imajo prek participativnega tudi nekakšne možnost združenja, kakšne igrišča in te stvari. In to je cilj. Drugače pa sama država treba vedeti, da krajevne skupnosti počasi ukinja. Dejstvo je, da krajevne skupnosti pa nam so še ene redke, ki so pravne osebe. Konec koncem vse premoženje, pa vse je pravno formalno to občinsko, to niti več ni lastnina krajevne skupnosti. In dejstvo je, da krajevne skupnosti še rabiš bolj zaradi tega, da ti povejo, kaj je tisto, kar si ljudje želijo v svojem kraju. In mi izvajamo investicije, tiste, ki jih krajevne skupnosti nam dajo neko prioriteto za njih. In to je ključno. Tako da jaz mislim, da krajevne skupnosti so koristne, je pa odvisno spet od sveta krajevne skupnosti pa od predsednika. Podobno je kot pri občinskem svetu. Tisk, predsednik krajevne skupnosti, ki misli, da bo se z občino prepiral, pa da bo on občini pokazal, kar so, tisk bo neuspešen, ki ne more nič narediti. Mi lahko naredimo samo v sodelovanju, krajevna skupnost da predlog, on pomaga ljudi prepričati, da nam dovolijo služnost, da nam je zemljišče, pa to, in pa da se vključi potem, ko delamo investicijo, da je naredimo v čim boljšem meri. Vse ostalo, kar pa marsikateri mislijo, sploh zdaj, ko bojo novi svetniki, kaj bojo oni naredili, pa še ponavadi, če je kakšna druga politična opcija, kako bojo proti župani bili. Nekateri grejo celo v to, ker mislijo, da je zaradi tega bolj popularni, da bi lahko prej prišli potem v občinski svet, vse to je pa škoda časa. Tako da jaz pozivam tudi ob te priložnosti vse predsednike krajevne skupnosti, da čim prej pripravijo predloge, kar si želijo, da jih uskladimo na občini z občinsko upravo in pa županom, kajti tista krajevna skupnost, ki bo tako delala, bo se razvijala, tiste ostale bojo pa pač nezadovoljne. No, tako in s tem pozivom tudi zaključujeva današnji pogovor. Gospod Molan, hvala za obisk v studiu in uspešen mandat želim. Ja, hvala tudi vam in seveda jaz ob te priložnosti želim vsem vesele božične blagoslovljene praznike, vse dobro ob dnevu državnem prazniku, predvsem pa seveda vesele tudi novoletne praznike in jih vabim, da v novem letu ponovno z skupnimi močmi naredimo vse, da našo občino popeljemo naprej k uspehom, ki so pomembni tako za občino, predvsem pa za občanke in pa občane. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke. Nasvidenje. Nasvidenje.